Najprej se opravičujemo za krajšo zamudo, ampak na zanimive dogodke je vredno počakati, kaj ne? Spoštovane obiskovalke, cenjeni obiskovalci, prisrčno dobrodošli na današnji literarni matineji, ki jo bomo v celoti posvetili pisemskemu romanu Dehteče spominčice ljubezni in njegovim glavni junakinji, Josipini Urbančič-Turnograjski. Veliko čast nam je, da danes v naši sredi lahko pozdravimo avtorico tega romana, trojno doktorico, gospo Miro Delavec-Tohami. Mira Delavec-Tohami je pravzaprav, lahko rečemo, največja poznavalka Josipine Urbančič-Turnograjske in zagotovo gre prav njej zahvala, da imamo v zadnjih letih na mizi toliko zanimivih publikacij na temo Josipine Urbančič-Turnograjske in da jo danes tudi poznamo veliko bolj, kot smo jo poznali 20 let nazaj. V naši sredi pa prisrčno pozdravljam tudi dvojnega doktorja Igorja Grdino, ki že od samega začetka spremlja raziskovanje gospe Mire. Bil je namreč njen mentor pri diplomski nalogi, potem še pri znanstvenem doktoratu in še vedno je njen dober sodelavec in spremlja njeno raziskovanje. Obema se iskreno zahvaljujem, da sta se odzvala našemu vabilu. Smo zelo veseli, da vaju lahko danes gostimo v naši knjigarni. Gospa Mira, naj kar takoj povemo, da niste le izjemno poznavalka Josipine Urbančič-Turnograjske, temveč ste skozi dolgoletno raziskovanje na nek način spletli, lahko rečemo, kar prijateljsko vez z njo, neke vrste dušna prijateljica vam je. Izhajate iz njenih krajev, to še lahko poveva, iz tega čudovitega koščka Slovenija pod Storžičem, ki je našemu narodu dal kar nekaj pomembnih ustvarjalcev, poleg vas, Josipine, tudi Matijo Valjevca, denimo. Skratka, zanima me pravzaprav, kako je morda ta kraj, v katerem ste se rodili, povezan z raziskovanjem Josipine, oziroma kako ste pravzaprav se navdušili nad njo, kaj vas je pritegnilo? Ja, najprej vse skupaj lepo pozdravljam. Veliko čast mi je, da lahko danes predstavimo ta roman. Še bolj vesela sem in čast mi je pa, da imam ob sebi izjemnega profesorja, mentorja, človeka z veliko začetnico. Namreč Josipina je v enem izmed pisem napisala, da če njen mentor, kaplan Lovro Pintar ne bi prišel na Turn, ona nobene povestice ne bi napisala in na tem mestu rečem, da če v študijskem času ne bi srečala in spoznala tako čudovitega človeka, kot je profesor dr. Igor Grdina, mislim, da tudi danes jaz ne bi tukaj sedela. Tako da ena velika zahvala je na tem mestu že takoj izrekam profesorju, ki je zame velik zgled in kar globoko spoštujem. Odgovor na vprašanje pa bi izpostavila, da kot majhno dekle, odraščala sem v kmečki družini, v Josipini, kljub temu, da sem tam domačinka, kaj veliko nismo slišali, razen da je nekoč tam na tem gradu živela ena deklica, Graščaki so bili, ampak kaj več se pa v tistih časih žal o tem ni govorila in tudi kasneje v času srednješolskega izobraževanja se pa z njo nisem na ta način srečala. Spomnim pa se, ko sem se odločila za temo diplomske, nekako sem potem tukaj srečala in tukaj mi je torej ključno vlogo moj mentor, ki mi je čast, da v tolikih letih sediva skupaj, ki me je podprl tem, in potem sem začela raziskovati in bilo je toliko veliko gradiva, da sem potem to razširila torej ponovno spodbudi naprej, tako da sem potem tem nadaljevala in nekako je to preraslo veliko več kot samo raziskovanje. Je pa res, da nekako zdaj je bilo tega kar ogromno v 20 letih, tako da zdaj se odpirajo nove teme. Ampak Josipina bo ostala z menoj tako ali drugače povezana. Začela sem odkrivati, ko je bila toliko, kot je bila sama stara in ko prebiraš ta pisma pri 20-ih, pa potem v nekih zrelih letih je razlika.
ampak vedno znova se me dotakne njeno razmišljanje, njen pogled. Ja, nekaj posebnega je bila res. To se lepo vidi, ta naklonjenost do nje se mi zdi, da je prav iz vsake strani tega romana, ki ste ga pred kratkim izdali pri naši založbi, pa predlagam, da se posvetiva kar njemu. Že pred leti ste namreč izdali še en drug roman, še Pet rdeče zobe, vendar je koncept tistega popolnoma drugačen, kot je koncept, ki mu sledite v tem tokrat pisenskem romanu. Pa me zanima, odkot ideja za ta žanr, pa tudi kakšni izzivi so vas spremljali, ko ste se enkrat odločili za pisanje pisanskega romana? Ja, še Pet rdeče zobe je bolj prvoosebna izpoved skozi Josipinine oči, ampak vseeno kot žensko čuteče. Ta roman je konstruiran čisto drugače, torej v ospredju ni samo Josipina kot lik, ampak gre v bistvu za zgodbo, ki poseže v čas sredine 19. stoletja. V njem zasledimo tudi probleme, to se pravi, ki so jih imeli takrat Breščaki, razvoj, torej Fidelis Talpinc kot njen sorodnik, kako se je razvijalo potem tudi to industrija oziroma povoj, da rečemo, tudi samo srečevanje, odnos slovenskega prostora do takšnega para takrat zelo zanimivo in širše. In v bistvu roman je nekako strukturiran tako, da je tukaj so še Pet rdeče zobe je pač roman kot tak. Ta pa bazira dejansko na pismih, torej njunih pismih, ki so v tem segmentu originalno objavljena, ampak seveda ne vsa v celoti, ker je teh pisem več kot 1000, ki obsegajo od 15 do 35 strani, so zelo obsežna pisma, nekatera bolj, druga manj, nekatera so samo 2 lista, recimo na koncu, ko je on že pač tik pred poroko, ko sta bila. Ampak vseeno je tako strukturiran, da imamo najprej, to se pravi, pisanski del, ki lahko torej roman beremo, se je nekako označen v tem smislu, da, če pokažemo, torej njuna pisma so z modro, torej originali, medtem ko vezno besedilo je pa pač v črnem tisku oziroma temnem. Bralcu omogoča ta struktura romana, da lahko bere samo pisma in ima celoto zgodbo, lahko bere samo vezno besedilo in ima celotno zgodbo, lahko bere oboje in se dopolnjuje. Samo pisanje je bilo zelo zahtevno, zato ker je vse, kar je v romanu, tudi kar je veznega besedila, temelji ali na časopisnih izpiskih ali na pisanski korespondenci, ki je pretvorjena v pač vezno besedilo. Razen Josipinin potem na koncu, zaključni del, je pač glede na dokumente, ki so ohranjeni in žal na koncu jih veliko ni, pač del moje fikcije, ampak še vedno sprejemljive fikcije. Vse ostalo zgodovinsko dokazano. Skratka, nič, kar je navedeno, tudi imena, vse osebe, vse so v bistvu zgodovinski. Torej, tako kot je bilo. Lahko še poveva, da se ne bi kdo ustrašil tega branja zlasti pisem, da smo na koncu dodali tudi slovarček za pomoč, pa eno zelo lepo spremno besedo, ki postavlja vse skupaj v kontekst, tako da v bistvu ena taka lepa zaključena celota. No, mogoče kot informacija, gospa Meta je prva brala to besedilo kot drugi bralec, se je pa poskusil moj mož in moj mož ni slovensko govoreč, prihaja iz Puščave in je v 3 urah prebral 40 strani in sem ga vprašala, če on to razume. Rekel, ja, vse jasno. Tako da mislim, da ne bi smelo biti težav. Če je on razumel, boste tudi vi tako to razumeli. In res je nekaj posebnega, res je zelo lepo branje. Veliko čast mi je bilo, da sem lahko prva to prebrala, ker se res začuti kakšna ljubezen do te prve slovenske pisateljice iz teh strani. Nekaj posebnega je to branje, tako da vsem toplo priporočam. Gospod Grdina, uvodoma smo že omenili, da že lep čas spremljate Mirino raziskovanje. Pa bi se vprašala, kakšno mesto pripada danes Josipini Urbančič Crnograjski v literarni vedi, nekako v primerjavi s stanjem pred 20 leti, ko se je o njej vedelo precej manj? Kakšno mesto pripada takšno, ko je pač odredila gospa Mira.
kajti ona je to pač v resnici raziskala tako, kot je treba. Ne. V naših časih, ko sem jaz študiral, ne, je profesor Kmecl seveda nekaj govoril o tem v kontekstu razvoja slovenske proze. Ne. Ampak Josipina ni samo prva slovenska prozaistka, ampak seveda tudi pesnica in skladateljica. Ne. Torej, zdaj pri pesnici bo kdo zastrigel za ušesi. Veste, v Mariborski univerzitetni knjižnici gradivo, ki dokazuje, da tiste verzi, ki so podpisani z priimkom Fanny Hausmann, niso delo te osebe, ki je realno živela, in točno piše, da gre za fikcijo. Ne? Mislim, človek, ki je komaj kak stavek slovensko znal, in so učitelji njeni pisali, kako težko je šlo pravzaprav, pa da bi takšno tudi poezijo potem pisala, ampak je pa torej zgodovinarja Ignacija Orožna eno pismo, ki pove pesem, ki je objavljena, ker o eni pesmi sta razpravljala z dopisnikom, ki je objavljena pod njenim imenom, ni njen izdelek, no, on je bil pač tam zraven. Ne. Tako da, kakorkoli vidimo zdaj tukaj že tega mentaliteto, torej tega emancipacijskega časa, ljudje so praktično pričakovali slovensko ustvarjalko. Ne? Torej, tisti staroslovenski krog, Bleiweis je potem ob svoji 70-letnici rekel, Slovenija ne počiva samo na možeh slovenskih, ampak tudi na ženah slovenskih. Ne? To je čisto drugo stališče, kot je bilo pri mladoslovencih, kjer je Levstik pač Pavlini Pajk pisal res zelo grde reči. Ne? Torej, to je literarna zgodovina in problem literarne zgodovine. Ne? Torej, ne toliko, torej, en krog ljudi je to vedno podpiral, to žensko emancipacijo, vsaj v umetnosti, ne? Če je že bilo v drugih rečeh morda težko, ne? Ampak kar zadeva Josipino, so jo pa vzpodbujali, zlasti Lovre Toman jo je vzpodbujal in ja, ne, se razlikujeta, ne? On je bil posilni literat, je obvladal tehnologijo pesniško, ona je mogoče marsikaj precej slabše obvladala, ampak je pa imela v resnici velik talent, ki se je potem tudi v familiji prenašal. Ne, sej, no, za zadnje, ne, torej, ne po, recimo, temu sorodstvenemu, ne, ampak krvno sorodstvenemu tej liniji, ampak da je bilo v obzorju te družine Urbančičev, potem nekajti potem se je nadaljevala ta linija, kulturno ustvarjanje. Torej, tukaj smo pravzaprav. Da pa čisto kratko, da prej ste bi zapeli tako hvalnico, bom jaz vrnil zdaj, da je lepo profesorju videti, da grejo študentje dalje, višje in naprej. Torej, tega se vsakdo veseli. Ja, tudi povsem upravičeno, ne? Ja. Še malo se bova, gospa Mira, posvetili temu romanu. Namreč kar takoj morava pojasniti, pa mislim, da sva že omenili, da ne gre izključno za ljubezensko zgodbo. In tudi v kontekstu tega, kar je zdaj gospod Grdina omenil, torej nakazal že malo na to obdobje, na to zgodovinsko obdobje, bi vas vprašala, katere teme ste še želeli poudariti v tem romanu? Torej, v romanu, poleg seveda zgodbe kot njune zgodbe, ne, zgodbe sploh družine Urbančič, ne, namreč nimamo samo družino Urbančič na gradu Turan, imamo družino Urbančič Josipinega strica, ne, v Preddvoru, ki so tudi takrat lastniki gradu Strmol.
v Cerkljah na Gorenjskem. Torej to zgodovinsko ozadje, sploh te družine. Potem imamo tukaj prostor, čas, torej ta podeželskost, podeželski način življenja. Na drugi strani počasi razvijajoča se Ljubljana kot mesto. Širšo družino, tukaj imamo pač po mamini liniji družino Fidelisa Trpinca, srečevanje v teh krogih, v katere je potem vstopil tudi Lovro Toman. Tukaj je tudi Tomanova družina iz Kamne Gorice, njihovo doživljanje tega prostora okolja. Tukaj so zgodbe tudi mladih, ki so študirali takrat na Dunaju in kasneje v Gradcu, torej od Mateja Valjavca do Janeza Trdine, njihova srečevanja, doživljanja. Seveda je v romanu težko se zaobjeti, ampak še vedno pušča dovolj možnosti, da laični bralec lahko zgodbo v celoti razume brez poznavanja nekega globega zgodovinskega ozadja. Želja je bila, da bi v bistvu to temo čim bližje približali širšemu krogu ljudi, ki radi berejo. In sploh to temo tega časa, ki se mi zdi, da je izredno pomemben tudi za razumevanje današnjega odnosa do prostora, do časa, v katerem živimo. Namreč Josipina je širše poudarjala tudi svojo najboljšo prijateljico, takrat Serafino Zojs, kasneje se je od nje oddaljila, ravno zaradi tega, ker ni želela z njo si dopotovati v slovenščini, ampak se je dopisovala v nemščini. In recimo zanimivost, striček, kot ga je klicala Fidelis Trpinc, je samo zaradi nje učil slovensko in Josipina je celo nakazala, da bi šla v literarni boj. Pa je rekel, pa je potem v enem pismu tako humorno nakazal, pač Josipina je naša devica orleanska in mi gremo z njo v boj, ne. Tako obaven humoren je bil tudi Fidelis. No, skratka, roman skuša nekako bralcu pustiti možnost, da si potem tudi sam ustvari mnenje o likih kot takih, ne. Kar je recimo še zanimivo, predvsem pa tudi torej ljubezen do slovenskega jezika in ljubezen do slovenstva kot takega samega. Kot pravko me je zelo prevzelo, ravno to, kako zelo je poudarjala slovensko besedo, ne? To, kar nam je pravzaprav danes tako samoumevno, beremo tukaj notri, da nikakor ni bilo in se mi zdi lepo, da ste izbrali prav ti izseke, ki res poudarjajo to ljubezen, to nekako, če bi celo lahko rekla, boj za slovensko besedo v okolju, ki jim ni bilo tako naklonjeno. Ja, recimo zanimivo je, da doma so govorili izključno slovensko, medtem ko na sosednjem gradu, spodaj gradu Dvor, ki so bili ravno tako družina Urbanči, torej sorodniki, so govorili samo nemško. Mogoče ta zavest jo osebno tudi bolj čutim, ker že 14. leto zdaj odhajam nazaj v Nemčijo, ker slovenske izseljence poučujem slovenščino in ta zavest, odnos do jezika, ko ni vse samo po sebi umevno, ko iščemo recimo za neko prireditev, za kulturni praznik, dolgo časa prostor, da lahko imamo nekje nek dogodek, v slovenščini nastopajo otroci, odrasli in tako naprej. Skratka, da to, kar imamo v naši domovini, je pač čudovito, dragoceno in večkrat uporabim to prispodobo, da mogoče malce čudno se sliši, ampak mamina juha ob nedeljah ni nikoli tako lepo dišala kot tisto leto, ko sem prvič prišla v te Mistojine nazaj domov. In gore se mi zdi vsakič lepše, ko pridem nazaj. Tako da dom je tam, kjer so korenine in ta roman želi tudi pač nekako pokazati, da ima vsak človek svoje korenine, svojo pripadnost, svoj prostor in da je prav, da ima to možnost, da to živi in da to diha in da skupaj sobivamo v tem prostoru in času različnosti, kakršni smo dani na ta svet. Ker je vsak izmed nas edinstven, drugačen, poseben in ravno to je tisto, kar daje čarobnost nam, torej našemu človeštvu. Nekako iz tega izhajala in Josipina predvsem poudarjala enotnost vseh narodov, svobodo vseh narodov na svetu, ne? In to je še vedno danes aktualna tema, tudi v 21. stoletju. Pomembno se mi zdi, da poznamo svoje korenine in zdi se mi, da tudi v tem smislu roman prispeva torej k poznavanju naše lastne zgodovine, na nek način
je potovanje v našo lastno preteklost. To obdobje, ki je tako v mnogoterih odtenkih zarisano v tem romanu, je pravzaprav ključnega pomena, gospod Grdina, kaj ne, za slovenstvo, za vrednote, za slovenski jezik. Bi nam lahko malo orisali to obdobje? Ja, glejte, sej dotlej je bil pač tisto, kar je knjižni jezik, pravzaprav nemški, ne. Šole so se razumele kot institucije, da se ljudje naučijo nemško, ne, ker se piše po nemško, ne. Torej, nemščina je imela pravzaprav neko socialno vlogo, ne. Torej, niti ni bila toliko nacionalni znak, kolikor da si pač se povzpel nekam višje, ne. Zdaj, seveda so se pa v romantični dobi in še prej pozno razsvetljenski dobi ljudje pa vendarle začeli spraševati, ja, zakaj eni jeziki ja, zakaj drugi ne, ne. In to je pač tisti, recimo, temeljni vzgib, ne. Pa še nekaj je, ne. To je obdobje, ne, ki se pač v Srednji Evropi začenja ljudska šola. Zdaj seveda se zastavlja vprašanje, ali morate najprej vse otroke naučiti nekega jezika, pa potem tisto, kar jih je treba naučiti, ali pa naj se kar direktno naučijo v tistem jeziku vsega, kar se je treba recimo tudi nemškemu otroku, ne, tam ob Donavi naučiti. Ne. In seveda je nerazumljivo, zakaj bi pravzaprav se moral nekdo, ki ni nemškega jezika, najprej naučiti nemško toliko, da bo lahko sledil pouku in šele potem, ne, in tak človek bo vedno en korak zadaj, ne, in to je misel, ki je pač prevevala vse te naše, od poznega razsvetljenstva preko romantike in potem v celotnem 19. stoletju ta boj za slovensko šolo. To ni nek minoren boj ali pa za neke mejhne stvari, ampak preprosto je to za neko temeljno človečansko pravico, ne, ki jo vi danes pač razumete, zelo enostavno, ker pač poučujete. Jaz bi seveda raje videl, da bi vi delali kaj tukaj, ne pač na ravni svoje izobrazbe, ker seveda otroke na tujem tistega elementarnega znanja naše kdo drugi tudi poučuje, to vi delate seveda z ljubeznijo, to se pravi, da delate dobro, delate z znanjem, ampak vendarle, ne, ni nekaj narobe za tem okoljem, da za vas tukaj ni mesta, ne. Torej, gotovo, da je zelo to narobe, ne, ker pač zelo globoko te stvari razumete in veste, zakaj je to za človekovo rojstvo kot kulturnega, civiliziranega bitja to tako strašno pomembno, ne. Da se tako strašno pomembno, da se kar pozablja že marsikje, ne. Potem pa slišiš slovenske učenjake v jeziku razpravljati, da se mogoče pa ni treba, da se ljudje tukaj naučijo popolnoma slovensko, ali pa da se sploh ne naučijo, ja, kako bojo pa prišli recimo k zdravniku, kako jih bo on razumel, kaj jih manjka, ne, kakšna bo kohezija tega prostora, če se ljudje v njem ne bodo razumeli, ne. Torej, to niso neke akademske razprave o nekakšnih abstraktnih pravicah, visokih pravicah, to je življenjsko vprašanje, vprašanje življenja in smrti, a boš znal povedati zdravniku, tako da te bo on razumel, ali te ne, pa ne samo zdravnik, ampak še cel kup takšnih poklicev je danes, če dalje več jih je, ne, torej, to je, se mi zdi, eno tako važno sporočilo in Mira, zadnja stvar, ki jo morate napraviti, je izdati to velikansko korespondenco, takšno kot je, mislim, ki jo bo za več knjig, in se bo potem to zamašilo enkrat za vselej s to veliko korespondenco, se bo pokazalo, kaj vse je bilo mogoče izraziti v tistem času v slovenskem jeziku, da so se pisali pravi
lirični romani, še predno so se pisali pravi literarni romani, ne, in ni simptomatično, da je nekaj narobe s tem prostorom, če takega velikega opusa ni opazilo. In je krasen vir za zgodovino mentalitete. Ne? In vse povsod po svetu izdajajo korespondence. Ne? Hrvatije so Kranjčevića izdali, zelo zanimiva stvar. Torej, pri nas se pa trudi kakšen posameznik, ko so imeli tukaj na znanstveni recimo agenciji predlog, da tudi se na Slovenskem osnuje neka takšna zbirka, so ta projekt gladko zavrnili, pa ga imajo vse povsod okrog. Ne? Odkar je tako zaspalo prav to pri Akademiji znanosti, ne? Zbirka korespondence pomembnih Slovencev. Ne? Torej, tu je vaše poslanstvo velikansko, res pa je, da bo spet to šlo na etični pogon, pa pomagaj. Pač tako od nekdaj je, kjer institucionalna skrb, na žalost, ni na ravni personalne in ni na ravni naloge, ki jo ima ta prostor. No, to je zdaj posneto, tako da upam, da se bo uresničilo, da bo to eden izmed vaših projektov v prihodnosti. Bi pa iz vsega, kar je povedal gospod Grdina, izpostavila tudi sama, da sem tako opazila, s kakšno ljubeznijo in predanostjo delate. In to se pozna praktično pri vsaki stvari. Mogoče lahko to naveževa kar še na naslovnico, ki je pred nami, izdelala jo je naša sodelavka Jana Randl. Na to naslovnico smo namreč po spletu naključij umestili tole čudovito ulico. Boste povedali, kdo vam jo je zaupal. Ja, sem pa mislila s to ljubeznijo to, da je zagotovo tudi gospod, ki vam jo je zaupal, opazil to predanost in mislim, da je prišla v prave roke. Ja, zagotovo, da odgovorim nekako, si želim, da res ta obsežna korespondenca izide. Ker sem žal v tujini, čeprav si že dolgo časa želim vrniti domov, čeprav rada delam zunaj, ampak bi rada tukaj še naredila še več. Dokler imam še moč v raziskovanju, je seveda moje raziskovanje osredotočeno na prosti čas, ki ga potem ni, na nočne ure, na številne nočne ure in na v bistvu odpovedovanje vsemu drugemu. Imam seveda družinico, majhnega otroka, ampak k sreči je moje sonce tako razumejoče, da pravi, mami, v redu je, kar pojdi, ki si pini še malo. Ta ulica pa je v bistvu edini, poleg vseh teh pisem, originalni predmet od Josipine, ki se je ohranil do danes. Ta ulica je bila dolga leta, torej po vojni, oziroma takoj leta 1944 je družina Ašič, to je Josipinin prapranečak, so bežali v Argentino. Midva sva se z gospodom Vitalom Ašičem spoznala pred več kot 15 leti in skovala čudovito prijateljstvo in mi je ogromno pripovedoval o družini, o širšem, torej o Slovencih v Argentini, kjer imam tu zelo pomembno vlogo v svojem času. No in spomnim se, da je potem malce pred korono je nekako rekel, da bi on meni želel to ulico podariti, ne, v zahvalo in pač da verjame, ker se mora vrniti v domovino ta ura, da ne bo ostala v Argentini, v Buenos Airesu in hkrati tudi z željo in zahvalo za trud, ki je bil namenjen in posvečen rodbini Urbančič. Tako da trenutno je pač ta ulica pri meni, bo pa potem odšla v last, seveda, muzej, torej pač ostala v domovini, ko mene več ne bo. Je pa gospod Ašič, midva sva se želela osebno še enkrat srečati in lani novembra, ko sem bila na poti v Argentino, je žal
pred najnim snedanjem umrl. Je to ena tudi zelo taka žalostna zgodba kot številne podobne. Bil pa je, tako kot njegova družina, izredno ponosen na svoje korenine. S takim žarom je govoril vedno o Sloveniji in o spominu mi bodo ostale neštete ure, ko sem po noči ob enih službe domov prišla ob 2. Je seveda v Argentini bilo 4 ure nazaj in ker je slabo videl na zadnje leta, samo vsako noč potem brala odlomke torej slovenskih klasikov od Jurija Kozjaka in on je ob tem kot refleksijo svojo zgodbo nadaljeval. In to so čudoviti spomini, kako je v bistvu potoval v svoje otroštvo, kaj je bilo vse v Polhovem Gradcu, kjer so živeli, ker vse stvari, ko je bil grad Turane, povem, 910-krat prodan, so šle torej do Josipinina pisalna miza v Polhov Gradec in seveda v tem so se stvari potem izgubile. Edino to ulico so lahko nesli sabo, tako mi je pripovedoval. No. Ja, mislim, da je bil zelo vesel, če bi zdaj videl, da bo ostala za večno na tej naslovnici. Na naslovnici pa je tudi posebna obleka. V njej predstavljate Josipino Urbančič-Črnograjsko. Mogoče še zgodbo o tem, da bodo bralci vedeli, kako se je znašla prav ta obleka. Ja, osebno v želji, da bi Josipina čim bolj približala ljudem v širšem krogu, sem jo začela tudi kostumsko predstavljati. Seveda je pri tem treba biti zelo previden, pozoren pri sami obliki, konstrukciji in tako naprej. No in našla sem izredno čiviljo, gospo, ki je v bistvu bližnja sorodnica Franceta Bevka, gospa Olga Bevk. In ona je gospa je danes sicer že torej starejša, ampak mislim, tako s takim žarom sva to obleko, skicirala sem jo sama na osnovi, tudi Josipini skic, ki so najdene, pa kakšno blago imela rada in tako, ja, z veseljem. Je pa to ogromno blaga bilo, tam 14 metrov, ne, potem so se še krinoline spodaj in tako da je to kar že količinsko zanosi, če včasih predstavljam. Ne vem, se zvučajno predno nastopam v njej, vsaj kakšne 2 uri prej ničesar ne zaužijem, ker si ne znam predstavljati kakšnih tehničnih stvari, ki bi človek moral urediti. Mi je bilo pa zelo zanimivo, da sem njej tudi nastopala, ko sem bila noseča in to v visoki nosečnosti. In moram reči, da občudujem te ženske, kako so, v bistvu, ker to resnično tako veže in stiska, je pa lahko zelo dolgo časa, v bistvu nihče ne opazi pod tem dejansko, da je sploh Josipina bila zelo drobčkana tudi, ne. Tako da, ja, ta moda tistega časa je bila nekaj svojevrstnega. In Josipina je bila kar zahtevna glede izbora, ne. Lovro nikoli na pravih odrezkov teh blekcev prinesel z Gradca in Beremo v romanu, ne? Ja, pa tudi originali so še vedno, kar je meni fascinantno in mogoče lahko publiki vseeno si dovoljno pokazati, da jim, če lahko, in tukaj so bili objavljeni, mi promoviramo sicer roman, ampak jaz promoviram Josipino pa celoto, seveda. Meni se zdi, najdemo edinstveno ohranjena, v teh pismih niste si pošiljala samo misli, besede, to so originalno ohranjene rožice iz tistega časa, ki ste si jih pošiljala z datumi, zapisi. Jaz sem lansko leto tudi uradno certificirana zeliščarka, če se pohvalim, in smo pa zeliščarji analizirali, kaj od tega še raste danes in točno piše, kje ste jih nabrala. Ne, recimo tale iz Blejskega otoka tukaj spodaj. In to še z nitkami, s tem cvirnom vezano, ne morete verjeti, čisto, to je originalne barve. Tako da meni, jaz ko sem to odprla, ko sem to zagledala, da se je to v vseh teh letih ohranilo, meni se zdi to nekaj fascinantnega, edinstvenega. Mislim, da človek lahko zgodbo točno podkrepi, ne, odkot je ta list, odkot je ta rožica, kaj pomeni, mislim, neverjetno, ne. Ja. Neverjetno se je ohranilo, ja, do teh dni. Josipino si danes, želimo si, da bi jo približali tudi otrokom. V ta namen sta išli letos tudi 2 slikanici.
Ena je tudi izpod vašega peresa, drugo smo izdali pri naši založbi, bom kasneje tudi pokazala. Vaša je celo prevedena v 2 jezika, da bi jo lahko približali tudi nekako njeno zgodbo tudi tujcem. Je pa, kar me je nekako presenetilo, pa tako pozitivno, no? V okviru tega dela z otroki predstavljanja Josipine otrokom to, da ste organizirali tudi natečaj pisanja ljubezenskih pisem. To se mi zdi taka zanimiva iniciativa. Bi mogoče povedali samo še nekaj o tem? Ja, leta 2011 smo ustanovili kulturno društvo Josipine Tunograjske in v okviru tega smo pač razvili tudi idejo, da bi ta pisanski koncept med mlade nekako razvili. Na začetku je bilo to tako, kdo še danes piše pisma med mladimi. In ne boste verjeli, letos smo razpisali 12. natečaj, lansko leto tudi pesniški. Vsako leto pride iz osnovnih srednjih šol, v natečaj so vključeni osnovnošolci od 7. do 9. razreda in srednješolci se odzove tam od 200 do 300, tudi 400, odvisno pisem, odvisno od teme. Letos smo dali ljubezensko pismo naravi. In lahko rečem, da sem zelo vesela v imenu komisije in vseh, ki sodelujemo pri tem, da so na osnovi tega natečaja mladi se opogumili, izdali literarne prvence, pesniške ali drugačne. Tako da v bistvu namen natečaja je v bistvu, da se vzpodbuja mlade k pisanju, ustvarjanju v slovenskem jeziku. Zato tudi pri nas, kljub temu, da je natečaj in so pač nagrade za najboljše 3 v vsaki kategoriji, v bistvu čisto vsi otroci dobijo prav posebno priznanje za sodelovanje, ker želimo dejansko vzpodbujati mlade širše k temu ustvarjanju in ne boste verjeli, mladi si tega želijo in radi pišejo, ustvarjajo in radi imajo možnost, da to svojo misel izpostavijo in lahko rečem, vedno znova presenetijo. So določena pisma, ki ti vzamejo sapo, kako mladi znajo tenkočutno ubesediti v slovenščini te misli. Tako da tega se zelo veselim, da ta natečaj v bistvu živi in da vsako leto že med počitnicami pišejo, kdaj bo natečaj, da bi že nekateri že naprej pisali. To se mi zdi tako zanimivo, da je to zaživelo med njimi, no? In da ustvarjajo in da pišejo. To je pa želja in to se je tudi Josipina želela in nekako ta misel mi je bila, da bi to spodbudila mlade naprej, k temu in jih nagovarjam, kako pomembno je nagovarjati, da je lepo, da znamo tuje jezike, ki jih seveda potrebujemo, ampak da jezik, materni jezik, jezik domovine, jezik korenin je tisti jezik, ki ga je treba pač nagovarjati in tukaj želim mlade pač vzpodbujati kjerkoli, doma, v tujini, ki so in tako naprej. Ker mnoge družine se vračajo nazaj iz tujine v Slovenijo in seveda želijo se vključiti v ta prostor. Ja, zelo spodbudno je, da je bil tak odziv, oziroma da je še, da tudi mladi ohranjajo pisano besedo, zelo manjka. No, eno pismo, Josipinino pismo nam boste danes tudi prebrali. Mogoče vmes, ko se boste za hip skočili zadaj, ko tako rečem, pogledamo še publikacije, ki so v zadnjem času išle na temo Josipine Turnograjske. Predstavila bi Moč vesti, to je pravzaprav mili znanstveni doktorat, kaj ne, z vašo spremno besedo. Mogoče kako besedo o tem, zakaj je tole vredno vzeti v roke? No, gledajte, gospa Mira je rekla, da sem jaz bil njen mentor. V resnici sem bil, ampak nisem pa smel končati mentorovanja, so potem dali enega docenta, ker docent bo bolj vedel kot profesor. To je pač logika na Ljubljanski univerzi. In potem je ona morala strgati iz že vezanega doktorata vse povsod, kjer sem bil jaz citiran. Tako da, pač, veste, ljudje so potem v stiski, ker teze pa ostanejo in so nekoga, ki ga ne smete citirati. To je po tolikih letih čisto redno povedati, lahko se tudi tisti oglasijo, ki so to
tista dva, ki sta to izpeljala. Ne? Pa potem se da dokazati, da je tako, kot sem povedal. Ne? Tako da, kaj vam hočem s tem povedati? Povedati vam hočem s tem, da to ni nobeno samoumevno delo, ampak da je izborjeno. In to, kar je gospa Mira napravila, ne, pravzaprav izbojevano, in zato je tudi, se ne čudim, da je tako zelo zvesta Josipini, pa sem ji že velikokrat rekel, da bo treba obrniti stran. Mislim, še kaj drugega tudi, ne, ker rodbina Urbančičev je silno zanimiva. Ne. Torej, en nemški pisatelj je o enih poznejšem Urbančiču napisal roman, ker je bil to dirigent, ki je na Islandiji uprizoril prvo opero, tam v 60-ih letih. Ne, torej, izjemno, bil je pa poročen z eno Judinjo, katere korespondenca pa je objavljena, ne, pa je manjša in manj zanimiva, ker jaz le nekoliko to poznam, ker se srečujemo z gospod Miro v knjižnici, se raziskujem zdaj trenutno Borisa Pahorja, ona pa preobrača in vedno najde še seveda kaj novega. Ne? Ampak morda bo kdaj pa celotne Urbančiče in recimo Tomanove, ker je to prava dinastija. Ne? Pa poglejte, kakšni svetovi so to. Ne? To imate potem nekje Islandijo, imate Argentino, ne, kot smo izvedeli. Skratka, to je neka svetovna tema. To je na koncu tudi filmska tema. Ne? Jaz, ko sem se z Vipavci ukvarjal, Lovre Toman in Benjamin Vipavec sta bila v Gradcu velika prijatelja. Ne? Torej, Toman je bil prvi, ki je Vipavcu rekel, ti ne veš, kakšno moč imaš, ne? V sebi. Ne? In to je isti krog, isti meščanski krog. To niso bili meščani, ki so bili meščani zaradi tega, ker bi posedovali toliko, ampak ki so se izbrali ta življenjski slog. Na neki način so bili taki podeželski graščaki. To se sliši sicer na prvi pogled silno imenitno, ne biti graščak, ampak to je v 19. stoletju pomenilo biti zapisan, tako rekoč pogubi. Zakaj? Ker je mednarodna trgovina se je zelo širila, tukaj so pa pridelovali nekaj samooskrbnega in so komaj kaj lahko prigospodarili. To se vidi tudi potem, ne, po zemljiški odvezi so fevdalci dejansko propadli, kakšni Auerspergi so poskušali z industrijo, ampak drugi pa večinoma niti niso imeli v obzorju, da je zdaj drugačen čas industrije. Ne. Skratka, to so takšne zanimive teme in ta mikrokozmos ene družine bo seveda na neki način vedno govoril ne samo evropsko, ampak celo svetovno zgodovino, zato se mi zdi to tako zelo pomembno. Ne, malce dolgo se oproščamo, ampak vendarle, ker imate še nekaj za predstaviti. Ne, torej, gospa Mira je izdala zbornika, zdaj mislim, da tale je že drugi, ne? Ta je zadnji, letošnji, če se ne motim. Onega smo ji pa pomagali pred leti. Ne? Torej, ja, to je tako, pa ta, tudi z vašim prispevkom o Fanny Ja, o Fanny Hausmann, o tej mistifikaciji, ne, zaradi katere sem jaz veljam za mizogina, ne? Ker nočem, da bi bila neka avtorica, ampak resnica je pač takšna. Jaz ne vem, vsa pisma pocitirana, ne, ki so jih pisali, zakaj ona ne more biti prva slovenska pesnica, čeprav jo je Toman pozdravil, ne, ampak Toman je ni osebno poznal, ker to je bil en mehen celjski krog, ki se je tudi zelo razlikoval od tega ljubljanskega staroslovenskega kroga. V Celju so bili mnogo liberalnejši, ne. Imeli tudi svoj časopis, ne, ampak to je veselje pogledati, ko je že leta 1848 prava slovenska Mavrica, različni nazori, različni ljudje, različni izrazi, različni ideali,
in vsi pišejo slovensko, ne? In to takoj, ne? Pa jih nobeden ni učil tega. Ne? Torej, to so bili kaj drugačni ljudje od danes, ko se sledi modi. Danes tako radi naredimo, tako kot drugi delajo, tako kot dela večina. Ne, ti ljudje so, tako je prav, pa tudi, če so vsi drugi proti, tako bomo napravili. Ne? No, zbornika sta tudi sicer zelo zanimiva za branje, ne? Samo če se strokovno ukvarjate, ne? Ja. Za poznavanje naše zgodovine. Imamo še ogromno omenjeno slikanico naše avtorice Mireja, pa za ljubitelje glasbe v bistvu lahko pokažem, ne? Note, to so skladbe, originalne skladbe Josipine Urbančič-Črnograjske, ki je bila tudi skladateljica. In tu na koncu si boste lahko pogledali še eno slikanico izpod peresa Mojceje Bonte, pa z ilustracijami Polone Kosec. Zdaj pa predlagam, da damo besedo kar Josipini, bi jo povabila sem. Ljubi, dragi Lovre, kar roži sonce, kar rosi trava, to je vse in še več so meni vaši preljubi listki. Kaj bi tedaj poskušala vam svojo srčno hvala za to reči? Ne bodem jo. Ne mislite si, da vsakikrat, kot pošljete preljubo pisance, da pošljete en košček sreče Josipini. Mislite, da za vsako besedo vašega srca je naseča množi, sreča, ki je že tako neskončna. Naj vam bo ta misel hvala. Ravno sem prišla domov s prehoda. Kako bi bila danes, posebno danes, želela vas na svoji strani imeti, ampak nisem mogla sama zapopasti in užite krasote, s katero Bogek danes si ne bo je kinčil. Jasno je bilo, da bi se skoro oči zgubile v pogledu čistega modrega neba in iza Storžiča priplavajo naenkrat bele lahke meglice, enake čolničem, ki se zibljajo po neizmernem morju, in samo ena želja, da bi se mogla vzdigniti na ta čolnič in se zivati daleč, 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 tja, kamor se zmeraj moja duša vračuje. Tako se mi je vzdigovalo v srcu. Kaj želja, želja je pač mogla ostati. Preljubi moj Lovričko, ne morem se vreči spavat, preden ti ne rečem lahko nojco, preden ti ne pošljem samo malo besedic, sporočnic mojega srca. Lovričko, naj ti prinesejo moj poljub, moja neskončno večno ljubezen, vse, kar je moje življenje. Lovričko, pošli tudi ti meni kako besedico, povej mi, kako ti je, kaj delaš, vse. Lovro, kaj grenko biti ločen in brez lista in brez poročila, to je hudo. Prišli smo popreti iz Ljubljane, bili smo ondi do mraka. Veliko obetali, malo opravili, se v Ljubljani ni nič zadobiti. Bili smo tudi pri Hudaverici in vprašala sem jo za voljo Braut-Kranc. Hoče mi, ako želim jednoga prav lepoga izbeča naročiti. Zato prosim, Lovričko, ako še nisi jih nič gledal, ne trudi se. Zate je to velika neprijetnost, ko ne veš, kakšnega ravno želim, in mora biti tudi v Gradcu o tem nimajo nič veliko prida. No, če bi pa morebiti se ti kateri dopadal in si ga želel, kupil mogoče tudi dobro. Ako tebi všeč, bo tudi gotovo lep. Pa dalje v Ljubljani. Pa obetali smo celo veliko, matka bi kupila jeden kafetuh in žlico za mleko in nekaj mrež in trakcev. In potem smo šli k Češkovim, kjer smo jim malo ostali in zopet na grad Fužine. Lovro, utrujena sem že od tega tiranja, jaz si želim samo domov. Da bi me ti na turnu pričakal.
Jutro, ob kakih 7 do 8, od tukaj gremo, mislim, da čez kraj. Loro, moga ne bo tam. Lovričko, tako je tako prazno brez tebe, da bi te le že zopet videla. Kdaj? Bog zna, da le kmalu. A si dobil list, ki sem ga danes oddala? Kako tvoja opravila? Gre vse po sreči, o Bog daj večni. Kak lahko mi bodo srce, ko zdaj vse tako negotovo še zame. Pa srček primili, jaz moram v postelco, spančkaj dobro in sladko in sanjaj od svoje težarno poljubeče Josipine. Najlepša hvala. Čudovito branje. Mogoče na tem mestu damo besedo še našim obiskovalcem, če se je mogoče komu vmes porajalo kakšno vprašanje, zdaj imate priložnost, da vprašate dva strokovnjaka. Ne? Dobro. Kakšno večjo povezavo pa ima Josipina Črnograjska z Luizo Pesjakovo? Torej, povezava med Luizo Pesjakovo in Josipino Črnograjsko. To se niste poznali. Luiza Pesjakova je seveda malce drugačna. Njo je uvedel v literaturo Prešeren. Nihče pravzaprav ni imel takšne vzpodbude. In Luizi Pesjakovi je bil Prešeren seveda tudi velikanski nedosežni zgled. To se vidi potem, da je poskušala napisati tragedijo o njem. Tragedija v tistem času velja za najvišjo vrsto literature. To je torzo ostal, ampak vendarle ne. Medtem ko Josipina je pa pravzaprav sama prišla do literature. Če bi rekel tako, je veliko močnejša osebnost. To se tudi vidi iz tega pisma. Pisem, kar ste jih prebrali, njej ni nerodno biti sentimentalna, ni nerodno recimo pomanjševalnic in vsega mogočega, odkritosrčno, medtem ko seveda Luiza Pesjakova je pa najprej bila nemška ustvarjalka in potem je prehajala v slovenščino. In to je nekaj drugega. V bistvu ima tudi kar nekaj tekstov, ki so avtorski prevodi. Zdaj, je avtorski prevod, da sploh obstaja, ali pa je vendarle to potem neko reševanje naloge in je prevod. Ko ve, kaj mora povedati, pa potem samo še besede išče. To je nekaj drugega kot tista primarna invencija in potem pride oblika ali pa kar vzporedno in tako dalje in tako naprej. Skratka, tu sta dve različni in dragoceni osebnosti. Bomo veseli tudi teh različnih potov v literaturo, različnih misli, kajti vidimo, če še potem vključimo to Pavlino Pajkovo, ki je bila čisto iz drugačnega sveta, prišla iz veliko višjega. Če so bili tukaj neki podeželski graščaki, je tam pravzaprav dvorno okolje in višje meščanstvo. Skratka, kaj hočem povedati, da je slovenska literatura že takrat na samem začetku moderne slovenske literature imela zelo različna nadstropja. Tudi slogovno. Profesor Peleničev, ki je knjigo napisala o Luizi Pesjakovi, je to, mislim, da zelo ustrezno umestila v biedermajerski kontekst. To je nekaj drugega, to je pa, Josipina je pa odkrita romantika. Torej,
In to seveda takrat, ko je romantika pravzaprav še aktualna. To ni recimo ena faza ali pa ena generacija, potem glede na Nemce, ja, ampak ne pa glede na Francoze, ker je tudi romantika in ponekod seveda ni prameni trajajo še celo 19. stoletje. Skratka, to bi hotel poudariti, da tudi literatura žensk je pri nas zelo raznolika in si jo je treba tudi kot tako odkriti. Torej, seveda pa tudi povedati, da če je nekdo pod psevdonimom ženskim ustvarjal, da to ni žensk, ni literatura njegov, pa je njih žensk, ampak vendarle je pa zanimivo to, da pride nekdo na idejo mistifikacije. Ampak, gledajte, vse Čehi so imeli tudi tiste rokopise srednjeveške. Zanimiva je ta mistifikacija na Slovenskem, hočemo imeti še več ženske literature. Tako zgodaj. Ker je bilo v bistvu tudi, če se navežem, zanimivo, da Josipino so že za časa njenega življenja so njeno delo v bolgarskem knjizu Borisu prevajali v bolgarščino, tiskano je bilo to v Carigradu, v Istanbulu, in dobile priznanje tudi v zapismu Davorina Trstenjaka, priznanje strani ruskih pisateljev. O njej se piše v slovaškem časopisu, takrat 1851, skratka, ona je v času svojega življenja nekako, ne samo na takratnem Slovenskem, tudi širšem, izredno sprejeta, ne samo kot pisateljica, ampak tudi izredno je razgledana mlada ženska, tudi kot osebnost je bila izredno zanimiva, tako da v bistvu je imela neke povezave, tako da ni se je napačno predstavljati, da je bila samo na nekem podeželskem gradu, ampak ona je imela stike širše vseeno. Žal pa mogoče, ne vem, če je občinstvo znano, seveda Josipina je umrla stara še ne 21 let, to je potrebno poudariti. Ona dva, ko sta se poročila z Lovrom Tomanom, 1853 se je potem cela družina preselila v Gradec, ker je Lovro Toman tam dobil službo. Ona je zanosila, imela splav, potem še enkrat rodila mrtvega otroka in dobre 3 tedne potem, oziroma še prej, umrla za posledicami. Bila je pogosto veliko bolna, tudi že tako, ampak ona nikoli tožila na tem, ona se je vedno veselila življenja in verjetno bi ustvarila še veliko več, če ne bi tega žal prezgodnja smrt preprečila. Mogoče samo še 2 misli. Ena je, da je Lovro že zelo na začetku dopisovanja, in to mi je bilo tako zanimivo zapisal, če zdaj karikirano povzemam, če za nama ne bo ostalo nič drugega, bodo ljudje imeli vsaj najina pisma. To se mi zdi tako zanimivo. In druga misel pri Josipini je vedno znova, ne glede na to, da ji ni bilo kot mlademu dekletu, lahko oče je umrl, ko je bila stara komaj 8 let. In potem je mama morala za celo gospodarstvo, celo gospodstvo skrbeti in to so bile izredno težke zadeve. Skratka, Josipina je bila njena desna roka. In našla sem pismo mame, ki Josipini piše po njeni smrti. To je takšno pismo, ko med drugim omenja, hči, nisem se te zaslužila. Našla sem podatke, da ne bi mama vsak dan stala pri njeni sliki in neutolažljivo jokala. Skratka, Josipinina smrt je zelo prizadela. In nekako, če lahko strnem za konec, ker Josipinine te vezi družinske širše in daljše segajo, tako kot je bilo omenjeno od Islandije do Hollywooda. Ne vem, če je publiki znano, da je 2-kratni Oskarjev nagrajenec Christopher Waltz. On je potomec rodbine Urbančič in to ožji potomec. Njegova mama Elizabeth Waltz Urbančič, ona je sodelovala z režiserjem Dustinom Hoffmanom in tako naprej. In jaz sem jo osebno poznala dolga leta in je zelo zanimiva ženska bila. Žal je pred 2 leti umrla v starosti 96 let. Tako da v bistvu ta družina Urbančič, rodbina, dinastija je izredno zanimiva zgodba. In če zaključim z Josipinino mislijo,
Josipina bi si je vedno želela samo eno je poudarila v pismih, kadar je bilo govora o slovenstvu, o slovanstvu, da bi si bili Slovenci enotni v stvareh, kjer si morajo biti enotni, da bi si bili složni v stvareh, kjer je za narod pomembno, da so se složni, da bi se podpirali med seboj in pomagali, da bi znali ceniti dela preteklosti in stremeti pozitivno, pogumno prihodnost in da bi si znali za napake takšne in drugačne odpustiti, iti naprej, preiti stvari, ki niso več pomembne in nekako živeti v tem trenutku v dobro sebe, svoje družine, svojih prijateljev in svojega naroda. Josipina je namreč me prevzela predvsem zaradi tega, ker je v njenih besedah toliko ljubezni o narodu, o slovenskem jeziku, o slovenstvu, kateremu je bila predana do zadnje minute svojega življenja. In želim si, da ta roman, ki je pred vami, vam da tisto makajočo nitko, s katero boste lahko vezali korenine svojega življenja, korenine svoje družine, svojih prijateljev in tudi naše skupnosti, naše domovine. Roman sem posvetila njej, moji duši dvojčici. Raziskovala bom druge teme, ampak z Josipino bo ostali do konca pač skupaj, ker očitno nam je bilo to tako dano. In hvala vsem na tem mestu, ki podpirate dolga leta moje ustvarjanje, v katerem ga je bilo vloženo veliko truda in ljubezni in želim si, da bi tako sprejeli tudi ta roman. Mira, najlepša hvala za te krasne misli, ki ste jih na koncu podelili z nami. Jaz vam iz srca želim blagoslova in vsega dobrega tudi pri raziskovanju naprej. Zahvaljujem se vam tudi tako javno še za najino čudovito, dragoceno sodelovanje, za vse znanje, ki si mi ga predala. Gospa Mira je res zakladnica znanja. Obema današnjima gostoma iz srca hvala, da sta prišla, da sta delila z nami svoje znanje, predstavila knjigo, ki je pred nami. Želim vam, da bi ob tej knjigi tudi sami, ko jo boste vzeli v roke, se spomnili na ta pogovor, uživali ob njej. Zahvalila bi se pa še za eno rožico, ki v tem času še najbolj spominja na spominčice, če že spominčic ne moremo dobiti. Hvala. Najlepša hvala. Hvala. Hvala lepa. Hvala. Gosta bosta morda se še malo ostavila tukaj, da poklepetamo. Vas pa bi povabila še na jutrišnji dogodek v Cankarjevem domu, jutri zvečer ob 7. Bo v dvorani Alme Karlin predstavitev knjige Popotni dnevniki. Vsi lepo vabljeni tudi na ta dogodek, ki bo zagotovo zelo zanimiv. In hvala vsem za obisk.